14.12.10 po kristjanskem koledarju 2010, Toš direkt. Tokratna tema: zdravje dreves. Nahajam se v gozdu, nedaleč od domače hiše. Gozd, katerega dobro poznam. In stojim ob drevesu, katerega prav tako zelo dobro poznam, in sem kar ogorčen, kaj se je v obdobju nekaj mesecev, ko se tukaj nisem sprehajal, zgodilo z zelo mogočnim in lepim drevesom. Očitno ga je napadla neka bolezen, ker nisem strokovnjak z področja gozdarstva, ne vem katera, ampak vem pa tudi kot laik oziroma človek, ki ga zadeve zanimajo, da to ne izgleda dobro, in če bo šlo tako intenzivno naprej, bo to drevo moralo pasti. To drevo pa lahko služi z filozofskega aspekta kot vzorčno drevo, vzorčni primer, da je treba naravno bogatstvo v obliki gozdov in seveda tudi ostalega, ampak ta kontekst je o gozdovih, zato se bom omejil predvsem na to, zaščititi. Sicer je na videz gozdna površina ogromna, velika, ampak natančen pogled v notranjost teh gozdov pokaže, da to vrsten primer ni osamljen, ampak da jih je vse več. To pomeni, da je zelo velika površina gozda, ki jo vidimo, ko se skozi Slovenijo vozimo. Pregovorno namreč velja, da je Slovenija gozdno zelo bogata in da se to pogledno nima česar bati, ampak vkolikor bo šel razvoj naprej, da tako lepa drevesa, kakršno je tole, oziroma je bilo tole pred boleznijo, da to vrstna drevesa napade takšna bolezen, potem pomeni, da bojo zelo hitro padla, ker kot rečeno, to, kaj je v objektivu vidno, to ni bil proces, ki je trajal nekaj let, ampak je trajal nekaj tednov, nekaj mesecev. In pri tem drevesu sem nekoč preživel kar mnogo časa. Tukaj sem delal tudi fotografije, videe in spoznaval gozd, se učil o tem, kaj gozd je, in sem res tudi jaz delno prizadet in uporabil bom človeško emocijo, žalosten, ko to drevo, ki ga je napadla bolezen, gledam. Zato apeliram, ob vsem času, ki se dobesedno troši za neumno politiko, za kretenizme, za kulturni debilizem, ki se v Sloveniji uvaja, te procese slabe destruktivne narave ali neprimerne destruktivne narave je treba prekiniti in poskrbeti, da bodo tudi tisti brezposelni gozdarji, ki iščejo službe, tudi prostovoljci, prostovoljke in ne nazadnje tudi nekateri prejemniki in prejemnice socialne pomoči, ki na črno zaslužijo vse še 3-krat toliko, prejemajo pa denar od države, skrbeli za to, da bojo gozdovi čisti, zdravi in da bo kapaciteta gozdarskih delavcev in delavk tolikšna, da se bo to vrstna drevesa zadosti hitro opazilo, da se jih bo lahko zaščitilo. Kajti, ko padajo drevesa, ugaša življenje. In ko življenje ugasne, nastopi smrt.